Gledate oddajo Klepet ob kavi. Danes bom malo spiritualna. Če bi vam rekla, da moje telo ni samo eno telo, ampak da imam eno telo še tukaj, torej eterično telo, in da imam tukaj še astralno telo, in da je nad mano višje še spiritualno telo, bi rekla, Neža, a se te malo poslabšali? Ne, nisem mi, ne. In to je v bistvu odraz sodobne družbe, ki večinoma temelji na materializmu. Pozabljamo pa, torej, da nimamo samo fizičnega telesa, ampak da imamo še tri, ki so zelo velikokrat na žalost tudi ignorirane. Zakaj je temu tako in kako si lahko pomagamo, da sebe zdignemo na višji nivo, bo danes z nami spregovoril gnostik, šaman in babalava Robert Lavta. Lepo pozdravljen. Lepo zdrav. Robert, za začetek, ne, to je nekaj novega, tudi zame, jaz to nisem vedela, da imamo mi še tri telesa. Potem sem šla malo raziskovati in sem ugotovila, da je v bistvu to bo kar zelo držalo, ne, sploh po vsem tem, kar boš danes tudi predstavil in povedal. Ampak za začetek, dajmo nekaj razčistiti. Zdajle si rekel, da obstaja neka, v bistvu, da so časi, ki niso zelo dobri za nas in da se zato tudi pripravljaš posebno delavnico Apokalipsa 2020. Daj mi najprej to razloži. Časi, v katerih smo zdaj, so izredno dobri in pa izredno slabi istočasno. Okay. Se pravi, nahajamo se v času apokalipse. Apokalipsa pomeni razodetja. Razodetja, to pomeni, da lahko zaznamo, spoznamo resnico, ampak 100%, se pravi, ne 90, 100% o sebi in posledično tudi o svetu. Ne. Se pravi, to, kar smo zdaj priča, tej pandemiji, se pravi, to predstavlja. Se pravi, dejansko je iz vidika spiritualnega pristopa izredno plodno obdobje. Se pravi, za človeka, ki ga interesira resnica, išče resnico, ker ti si spoznal v tem času, in mislim, da vsi sebe, kako odreagiraš v taki situaciji, bližnje, se pravi, ko si v samoizolaciji 2 meseca, se pravi, z družino, se pravi, non-stop, vidiš vse stvari jasno in potem posledično tudi družbo. Se pravi, kako se družba odziva, kakšen je, recimo, koliko si svoboden, če lahko temu rečem. Ne. Koliko si svoboden, če lahko z enim odlokom se vidiš, vlada ukine tvojo svobodo in te postavi v zapor, ne, praktično na dom. Ne. In kako se soočamo mi s tem zaporom? Soočanje, se pravi, tukaj je ta pogled, se pravi, važno je, bistven element vsake apokalipse je, se pravi, dojemanje resnice, da ti zaznaš to, da ti postaneš zavesten tega. Ne. Se pravi, tudi te delavnice Apokalipsa 2020, katero vodim že, se pravi, po Sloveniji in nažalost po svetu preko spleta, drugače ne gre. Se pravi, traja 2 ure in se v temu se osvetli dogodki, se pravi, v zgodovini razvoja, se pravi, človeške rase, predvsem iz naslova duhovnega razvoja. Torej ti na nek način v bistvu neke blokade zabrišaš, ne? Je tako? Da v bistvu lahko človek spozna resnico in vse, ne? Ne, v bistvu se razkrije, se pravi, razkrije se pot, kako najti sebe. Se pravi, tukaj ljudje, ki smo jih srečevali zdaj v tem obdobju, teh 2 mesecev, ti si fizično lahko videl spremembo pri človeku. Videl si, kdo je identificiran samo, mi pravimo, s fizičnim telesom. Se pravi, za katerega obstaja samo tisto, kar se lahko dotakne, v staro se ne obstaja. Ne? Pa kako to vidiš? Daj povej meni lajko. Strah. Strah. Se pravi, če imaš ti plasiran strah na zdravje, glede zdravja fizičnega, glede poškodbe fizičnega telesa, in če se ti identificiran s fizičnim telesom, je tebe strah za tvoje preživetje, se pravi, za tvoj obstoj popolnoma. Kdor pa ima zavest, se pravi, o tistih telesih bomo še danes govorili, se pravi, eteričnem, astralnem, duši in pa o svojem jazu, se pravi, duhu, se pravi, vse prisotnem duhu, tega ni strah. Ne. Se pravi, in te ljudje so tokom te apokalipse, se pravi, vidiš, cvetijo, ne, se pravi, kot rožice so. Ne, in tukaj moram znati, da ni bilo pomembno, a je on se, rečemo, bil zavesten, da se je prej ukvarjal kaj z duhovnostjo, a je spoštoval, se pravi, lahko čisto običajni ljudje se vidiš, se pravi, mene ni strah. In vidiš, da na nezavednem nivoju on, se pravi, že deluje iz te spiritualne sfere. Pol jaz ko delujem, pa sploh vem, ne, ker jaz sem res kul, meni je nič strah bilo. Ja, fino! To pravim, se pravi, to je očitno, se pravi, je bilo to. Se pravi, potem se lahko tudi, če si zmogel objektivno, se pravi, pogledati situacijo, to pomeni poiskati objektivne
podatke, ne, tam sem bil malo šokiran. Obstaja, rečemo, če imate možnost, ne bom razlagal zdaj, Event 201. Event 201 na YouTubeu je še zmeraj obstaja, se pravi, boste šokirani, kaj se tam dogaja, se pravi, tam je ena taka vaja, exercise, se imenuje v pandemiji, ki je bila posneta 4 mesece preden se je pojavil koronavirus. Se pravi, boste šokirani, se pravi. Okay. Poleg tega statistično, če gledamo, ne, statistika, ki je še ena taka, podatki Ministrstva za notranje zadeve v obdobju od 1. januarja 2019 do 28. aprila, pa primerjava umrlih med 1. januarjem in 28. aprilom 2020 pokaže, da je v letošnjem letu 206 ljudi manj umrlo, se pravi, kot v istem obdobju lansko leto. Ampak to je tak močen podatek. Ja, in vidiš, ne panika, in vidiš še eno razodetje, vidiš moč medijev. Se pravi, vidiš, spoznaš, kaj pa moram jaz tudi šokiran, se pravi, da kako je to možno, se pravi, in če ne bi poznal prej, se pravi, kako te sile, ki poskušajo zaustaviti ta, rekel, razvoj človeka v spiritualnem smislu, da uporabljati pač njihovo orodje je tisto, kar je nenaravno, tako imenovano subnatural, to pomeni elektromagnetno valovanje. Se pravi to, da ti, ko gledaš ekran, se pravi, postane to tvoja realnost globja kot zunanji svet. Se pravi, to lahko vsak testira, se pravi, lahko gledate film Žrelo, pa pejte potem plavati v morju. Bravo, to je to dati, se pravi, ti imaš zavest o temu, da je film bil posnet v Hollywoodu, igralci, ampak ti zaplavaš v vodo, morski pes je tam. Se pravi, to pomeni, da je to močneje od realnosti. To je najbolj bistven podatek in tukaj se pravi je, zato bi prav te sile, ki poskušajo, se pravi, več od teh osvetliti, kdor hoče, se pravi, bo prišel na ta seminar, se pravi, na Apokalipso 2020, se pravi, je in cilj, se pravi, je bil nenavaden, se pravi, mogoče se mu zdaj čudno, ampak cilj teh sil je bilo izolirati človeka in ga postaviti med ekrane. Se pravi, to je definitivno na dolgi rok pomeni, se pravi, popolnoma blokada, se pravi, da lahko duh človekov jaz vstopi v njega in človek ostane na nivoju, se pravi, tako imenovane inteligentne živali in namesto svojih imaginacij, svojih slik, rečemo, prepozna samo tiste, ki so bile na silo vtisnjene v njega. Najhujše pa to, da to najbolj poškoduje, najbolj ohromi pa otroke. Na kakšen način? Zaradi tega naslova, ker otrok je posebej v tej fazi od 7. do 14. leta, on more razviti tako imenovano astralno telo, se pravi, duša se mora razviti in to lahko razvijo samo preko ustvarjanja notranje imaginacije. On more svoje slike ustvariti, ne, se pravi, tudi to je obdobje, ko se, rečemo, največ govori o pravljice, basni in on more to ustvarjati, se pravi, ker to pomeni, da bo v kasnejših letih lahko lažje prepoznal, se pravi, tako plodne ideje, jih bo postavil v svojo lastno sliko in to potem preko volje, se pravi, uresničil v materialnem svetu. Zato se pravi, ta obdobje, se pravi, je izredno nevarno, se pravi, je škodljivo za otroke. Se pravi, otroke čim prej nazaj v šole, kontakt človeka do človeka je nujen. Pa ne z maskami, pa z vsem tem, kar zdaj delajo vredno. Kako bo to na otroke vpliva? Zaradi z mojega vidika, tudi če so maske, sam ne bo človek do človeka, ne stroja vmes postavljati. Pa vseeno, zdaj ta koronavirus, lih za otroke me zanima, otroci so bili zelo izolirani, nekateri bodo ostali izolirani torej do naslednjega šolskega leta. Kakšne so lahko posledice za to generacijo? Se pravi, to nobeden ne ve. Se pravi, bojo pa sigurno posledice. Bodo, ne? Se pravi, tudi, recimo, obstajajo že študije, se pravi, tudi knjiga, jaz imaš v slovenščini obstaja knjiga Digitalna demenca, plitvine in pa sužnji zaslonov, ne. Ampak stvar je tako nova, se pravi, stvar je nova, ker v bistvu zadnja, zaključna faza ekranov, iz mojega stališča je bila, se pravi, ko so bili uvedeni pametni telefoni. Takrat zdaj ima res vsak, se pravi, imaš noter, gibljiva slika pred tabo, elektromagnetno polje, se pravi, srka tvoje eterično, se pravi, nemogoče, ne. In to se je zdaj začelo, se pravi, in ne obstajajo še raziskave. Jaz sem pripričan tudi uradno, da bo uradna znanost, se pravi, čez 20-30 let, tako so ugotovili, rečemo, da je alkohol škodljiv za razvoj otroka, ne, se pravi, rečemo, pred 50 leti so nam na Štajerskem, pa na Gorenjskem so brez problema, se pravi, otroke lahko še, rečemo, zvrnil in špricer, se pravi, čist problema, se pravi, ni bilo teke, danes se pravi, se vedi, zakaj ne, zato ker škoduje, ne, se pravi, treba je tudi to razviti, se pravi,
Previdno, ne? Previdno, ne. Se pravi, neznano je še, ne. Se pravi, tako hitro se razvija ta tehnologija, se pravi, dobro, razen čist, se pravi, kdor hoče ozadje videti, se pravi, bo prišel na ta seminar, tam se osvetli, se pravi, da ni tako naključno, ne. Se pravi, da Je tudi za otroke primerno? Lahko tudi otroci? Ne, otroci ne. Ja, mislim, recimo starejši otroci, no? Lahko so prisotni, se pravi, da začutijo, zakaj se dogaja, se pravi, tako se pravi, čeprav so bili otroci, so bili tako zraven prisotni tudi. Je pa bolj, se pravi, za odrasle, se pravi, ki so avtoritete do otrok, se pravi, da oni razumejo, zakaj se dogaja, ne, in kaj treba narediti, da se omogoči, da človek lahko se razvije, se pravi, v samega sebe. Ne. V samega sebe. In dejva zdaj midva ta postopek razložiti. A greva najprej na eterično telo. Kaj nam pravzaprav eterično telo daje? Kaj z njim zaznavamo? Kaj čutimo? Če gremo, vedno se rečemo, prvo obstaja fizično telo, to je rečemo, ampak fizično telo se pravi, to je to. To rečemo, to je meso, to je rečemo uradna znanost, medicina, se pravi samo v temu, se pravi, so že tle smo velemojstri, tle vladamo vse, kako odreagira, se pravi, kakšne so kemijske spojine, kako rečemo, kakšne medicinske pripomočke uporabljati, kakšne farmacevtske, kakšne, da dobimo želene rezultate na fizičnem telesu, na mineralnem telesu. Prav to, ampak se pravi, tukaj obstaja pa ta neznanka, se tako imenovano eterično telo, ki se imenuje tudi telo življenja. In ono v bistvu oblikuje fizično telo. Se pravi, ti imaš obliko, se pravi, ta materija, iz periodičnega sistema elementov, se pravi, sestav, zavzame vse te elemente in oblikuje telo. Se pravi, lahko bi rekli, da človeško telo je kot, če primerjamo hišo, to je najbolj tako enostavno, je kot zidaki, železobeton, strešniki, to je fizično telo. Eterično telo je zidar. Kot zidar, ki sestavlja to hišo, jo sestavi in jo drži, se pravi, na nek način drži tudi. Se pravi, astralno telo, se pravi, je kot arhitekt. Arhitekt, se pravi, ki daje navodila zidarju, kako izvajati, se pravi, jaz, človekov duh, je pa naročnik. Se pravi, to je neka najbolj enostavna, plastična in ta, se pravi, če je ta povezava zavestna, če veš, kaj se dogaja, se pravi, človek živi, se pravi, v harmoniji s samim sabo, se pravi, in ima to povezano. Tudi, se pravi, to dostikrat omenjam, če bi bil udeležen pravilne vzgoje, se pravi, razvit, se pravi, v skladu z doktrino, se pravi, razvoja človeka kot štiričlenega bitja, ne, se pravi, ne bi rabili, se pravi, ne bi rabili šamanizme, ne bi rabili ne bi rabili spiritualne tehnike, ne bi rabili metod, ti bi enostavno do 21. Postal to, kar si sam svoj. Ne. Se pravi, do 21. leta? Do 21. leta, se pravi, tam se stvar razvija in pa rečemo se smatra, da tam, ko pride do samorazvoja, da ti zavestno, se pravi, še izboljšuješ svoje kapacitete na vseh štirih nivojih, takrat je to tono. Ok, Robert, kako prepoznamo, da nam kakšno telo ne funkcionira tako, kot bi mogli? Se pravi, da enostavno pri eteričnih teles, se pravi, običajno zaznamo utrujenost telesa. Se pravi, to, da ne funkcionira v redu, se pravi, da pri manjših naporih smo utrujeni. Pri manjših že, Pri manjših že, se pravi, lahko rečemo, že zjutraj se zbudiš utrujen, se pravi, ker zelo pomembno je, faza spanja je zelo pomembna, se pravi, rečemo, ker po noči se zgodi ta fenomen, da rečemo astralno in pa človeški duh, se pravi, zapustita telo in takrat, se pravi, se sprostijo sile eteričnega telesa in telo se obnavlja takrat. Se pravi, tako to telo je povezano tudi predvsej s tem planetarnim, s kozmosom kot takim. Se pravi, ta povezava je zelo pomembna. Še, se pravi, težko na kratko razumeti. Ampak takrat si dar v bistvu malo popravlja, če kaj za popravljati. Takrat se regenerira, kar je čez dan razpadalo. Se pravi, ampak zato je treba umakniti, se pravi, astralno telo, pa duh se umakne in zato, če je spadnec moten, se poznajo hude probleme. Človek, če 3 dni ne spi, umre. Ta regeneracija po noči izrednega pomena. Ok, to je prvo. Dobro moramo spati. Tako dobro moraš spati, da obnovo, se pravi, potem povezava z naravo, z rastlinskim svetom. Ta telo se imenuje, tudi je povezano z elementom vode, se pravi tudi, ko bi rekel, z rastlinskim kraljestvom. Se pravi, ker ta telo ima vse, ima življenje, pa ima mineralne svet. Se pravi, recimo rastline imajo minerale in imajo, se pravi, imajo vodo v sebi, življenje. Se že razmnožujejo, rastejo. Ne? In to ima človek tudi v sebi. Ne? Se pravi, to in
Pri eteričnem telesu tle noter so tudi tako imenovani vzorci, ki se prenesijo preko tekočine, preko krvi, preko prednikov. Se pravi, vsi vzorci, ki so bili prenešeni strani očeta in mame, se pravi, se prenesejo, to so rečemo te karakterne lastnosti, se pravi, temperamenti človeka, to je nekaj, ki je najtežje spremeniti. To se hotel vprašati, kako sploh vplivaš? To je najtežje spremeniti, se pravi, vse da, se pravi, če rabaš ozavestiti, ampak te so najtežje, se pravi, najtežje obladljive. Tu se uporablja, rečemo, šamanizem se dosti uporablja, IFA, se pravi, delo s predniki, prav konkretno, se pravi, ali povezava, ali iniciacija določenim silam, se pravi, da se to poskuša regulirati. Okay. Kaj pa astralno telo? Astralno telo, to je pa, astralno telo se pa nahaja, se pravi, to element je zrak in je, se pravi, pred nas naš srce, se pravi, in to, rekel, kot astralno telo je zelo enostavno, zjutraj, ko se zbudiš, se pravi, vse, kar vidiš, čutno zaznavni svet, to je tvoje astralno telo. Se pravi, tele občutek za estetiko, lepoto, radost, veselje, emocije znotraj, se pravi, vidimo, kar slišimo, se pravi, in to imajo astralno telo, imajo tudi živali. Se pravi, živali imajo isto, se pravi, živali, se pravi, čutijo, se pravi, vidijo, slišijo, se pravi. Za okolico in to, za vse, ne, kar to je prisotno, se pravi, vse to doživljanje, slike, kjer imamo. Se pravi, to, če najlažje si predstaviš, ko zjutraj, ko vstaneš, se zbudiš, vse, kar vidiš, kar čutiš, to je moja duša, to je moje astralno telo. Okay. Je povezano z elementom zraka, se pravi, in zanimivo je, se pravi, da se pravi, astralno telo, duša vstopi na dan rojstva. Ne. Se pravi, ti imaš, prej je že prisotno, se pravi, duh je prisotno, eterično, fizično itak, ne, ampak s prvim vdihom, ko ti vdihneš v bistvu zrak, se pravi, ta astralno telo vstopi v človeka in je do zadnjega izdiha z njim. Zato tudi, naprimer, ko uporabljamo IFA sistem, life reading, ne, da faj mori, rečemo, odčitaš sile astralnega telesa. Se pravi, s kakšno, se pravi, rečemo, kaj je tvoja duša prišla sem, kama za narediti. Kaj ima za narediti? Okay. Kakšni so potenciali. In to se pravi, če bi bilo normalno vzgajano, se pravi, v duhu, se pravi, 4-členega razvoja človeka, ne bi rabo to, bi ti bil, ne? Ampak glede vpliv okolica, družbe, pa to, se pravi, je pa to zakrknjeno in v bistvu z life readingom se, rekel, reanimira. Uživi se, vidi se pravi, vidiš sam sebe, se pravi, začutiš, kar so stvari. Ja, to je vsak, tudi jaz sem pri sebi, rečemo, sem to občutil, sem videl prvo je bilo to, da je to živim sam v sebi, ne, da je globoko v sebi sem čutil to, ne, ni šlo ven, ampak pa tisto je pa šlo do faza realizacije, se pravi, to je pomembno, se pravi, da je to, kar imaš ti na duši, kar te leži na duši, moraš spraviti v fizično realnost. Ful si dobro to povedal, tako res logično. Zdaj imamo pa še torej tale spiritualni duh, ne? Tam imamo pa jaz, to pa je človekov jaz, to pa predstavlja, se pravi, je pa zdaj v tej fazi apokalipse, se pravi, je pa bistven element. Ne? Se pravi, bistven element, zato ker vse te sile, ki poskušajo, se pravi, imajo samo ta cilj, da se pa prepreči vstop jaza v človeka. Se pravi, da duh ne vstopi v njega. Ne? Torej, ta v bistvu zdaj najbolj trpi. Najbolj trpi zdaj, se pravi, da v bistvu je cilj, da človek ostane, se pravi, da ima dušo razvito, ampak samo do nivoja živalskih instinktov. Se pravi, do tega, da za težnja po vodi, prehrani, razmnoževanju in pa teritoriju. Ne. Poleg tega pa obstaja, se pravi, ta duh vpliva na človekov jaz. Ker človekov jaz imamo tako imenovani nižji jaz, ki je v bistvu funkcije, ko bi rekel, kot da ohranja, se pravi, da misli nekako tečejo, ampak odsoten je pa ta duh povezave z vse prisotnim, se pravi, ta impuls zavesti, da je človek del vsega, se pravi, da smo vsi povezani, impuls, ki omogoča, da se človek dejansko do človeka obnaša kot človek, ne kot volk, se pravi, je prekinjen. Ne? In on ostane tako v bistvu inteligentna žival, ki izpolnjuje samo tiste svoje osnovne instinkte, se pravi, voda, hrana, razmnoževanje in pa teritorij. In to, če pogledaš, če predstavimo to današnjo družbo, ti postane jasno, da je to. Da je to v bistvu namen. Se to je super, ne? Vse naše in tekmovalnost, ne? Tekmovalnost izvira izključno iz živalskih instinktov. Ne? Se pravi, ta tekmovalnost je treba prepoznati. In tukaj, se pravi, te sile, ko to preprečijo, se pravi, človek ostane, se pravi, na tem nivoju in pride
do živalskih odnosov. Se pravi, lahko se razvijajo, se pravi, naslednja faza te pandemije, se pravi, kjer je zna biti, se pravi, zdaj strah se ne pokaže, počasi začne spreminjati v agresijo in to stane lahko to živalska agresija po borbi za svoj prostor, ne, in lahko pride do tako imenovanega fenomena, ki je bil napovedan že več kot 100 let nazaj, ki se imenuje vojna vseh proti vsem. To pomeni, da je človek, ki je odsekan od duha, se pravi, ostane inteligentna žival in se začne brigati samo za svoje te osnovne potrebe in pri tem je pripravljen napast kogarkoli, tudi lastno družino, lastne starše, lastne otroke. To se pa taki problemi danes dogajajo in zaradi tega je treba iti na apokalipso. Zaradi tega je ta apokalips, se pravi, ti da pogled in ti, recimo, zakaj je to pozitivno? Ne? Pozitivno je v tem smislu, ko tebi to postane jasno, ko ti to dojameš, se pravi, ti nimaš drugače razumeš človeka in ko ti razumeš človeka, imaš tudi takega človeka lahko rad. Bistvo si povedal. Robert, hvala lepa za obisk, nam je vse kristalno jasno. Hvala ti.